v polni zasedbi. Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Luka Piškorič. Jaz bom moderator današnjega srečanja. Torej, hvala, da ste se v tako velikem številu odzvali povabilu na ta v bistvu četrti dogodek v seriji dogodkov na temo digitalizacije kulturne dediščine, ki jih organizira Tehnološki park v okviru projekta Sahe, ki je dejansko namenjen povezovanju ustvarjalnega sektorja in pa upravljavcev kulturne dediščine, odločevalcev, piscev politik za digitalizacijo kulturne dediščine z namenom razvoja novih inovativnih projektov na tem področju. Na prejšnjih teh dogodkih smo se dotaknili tako primerov, dobrih primerov oziroma praks razvoja politik v podporo digitalizacije kulturne dediščine. Videli smo tudi že nekaj primerov, kako različni ustvarjalci delujejo na tem področju in kakšne rešitve že na tem področju delajo. Namen današnjega dogodka pa je dejansko od vas dobiti čim več tudi informacij, kar se tiče, kakšne projekte počnete, videti par primerov podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo kulturne dediščine oziroma ponujajo svoje storitve na tem področju. Predvsem pa bi vam radi tudi predstavili naslednje korake projekta Sahe. In zato bi prosil Gašperja Juvančiča iz Tehnološkega parka za te nadaljnje korake, v katere vas bomo seveda tudi povabili. Gašper. Ja, Luka, hvala za besedo. Kot je že Luka lepo predstavil, smo na Tehnološkem parku v bistvu vodje projekta v Sloveniji za projekt Interreg Central Europe Sahe. Sam namen projekta je v bistvu kot večina Interreg projektov, da je nek pilotni projekt Evropske unije, s katerim nekako preizkušamo tudi na slovenskem trgu, koliko je zanimanja med samimi kulturnimi operaterji, med samimi kulturnimi ustanovami za v bistvu neko digitalizacijo ali pa za kakšne druge nove poslovne modele na področju večje prepoznavnosti, večjega dostopa do kulturne dediščine. Zatorej so tudi v okviru tega projekta predvideni neki pilotni projekti. Lahko kar delim svoj zaslon na to temo. Takole upam, da vsi vidite. Ja, nekako bi radi preizkusili tudi samo slovensko v bistvu javnost, kako je kaj naklonjena tem zadevam, kakšne so sploh možnosti, zato je tudi v okviru tega projekta namenjenih kar nekaj pilotnih akcij, s katerimi želimo spodbuditi na eni strani tako kulturne operaterje, na drugi strani pa v bistvu digitalna podjetja k večjemu sodelovanju. Tako je predvideno v prvi fazi pilotna akcija A, ki bi potekala v letošnjem letu nekako med mesecem zdaj aprilom oziroma majom pa do septembra, v katerem bomo prek večjih eventov želeli nekako povezati oziroma predstaviti sploh možnost podjetij, ki se ukvarjajo nekako z drugačnimi pristopi k kulturni dediščini, z kulturnimi operaterji oziroma z vami udeleženci, ki prihajate iz muzejev, knjižnic in drugih ustanov. Zato bi tudi, kot je Luka rekel, danes radi od vas slišali, s čem se kaj ukvarjate na tem področju, kako daleč ste že pri raznih digitalizacijah, o čem ste razmišljali, na kakšen način bi pristopali k temu in bi si zelo želeli, če bi lahko potem v naslednjih mesecih nekako tudi z našo pomočjo prišli mogoče vsaj do nekih novih idej, ki bi jih lahko tudi mi predstavili potem širšemu partnerstvu v okviru projekta Sahe in pa seveda nadalje tudi Evropski uniji. Zato bi v prvi fazi izvedeli te pilotne projekte A, kot vidite, tudi že napisano nekako tako, da bi se najprej potem tudi zgodili neki piči samih kreativnih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo na tem področju in bi jih potem povezali tudi z vami, ki bi predstavili neke vaše želje oziroma interese na tem področju. Seveda bi nudili preko naših mentorjev v Tehnološkem parku tudi razno vsakršno pomoč v bistvu pri teh novoustanovljenih partnerstvih. V drugi fazi pa bi potem lahko te vaše uspešne projekte v bistvu predstavili preko nekega razpisa, o katerem se še nismo točno na ravni projekta pogovorili, tudi na mednarodni ravni
in seveda te najboljše prakse potem tako strani podjetij kot kulturnih inštitucij predstavili tudi v okviru projekta in pa nadalje potem tudi raznim odločevalcem politik v Bruslju, kar pa bi bila kasneje verjetno tudi v tej novi nastajajoči evropski perspektivi dobra osnova potem tudi za slovenske odločevalce, da bi to uvrstili v svoje programe, take načine potem tudi nadaljnega financiranja raznih projektov in digitalizacij. Tako da toliko na hitro o tem, se pravim, dogodki se bojo v nadaljevanju še odvijali, zaenkrat več informacij o pilotnih akcijah, ker tudi naš Work Package Leader še ni neki razvil popolne metodologije na to temo, bojo še sledile. Bi pa predal spet besedo Luki, da začne z predstavitvami. Ja, hvala Gašper. Skratka, v prihodnjih mesecih se obeta še veliko novih in zanimivih zadev. Zdaj, na tej točki je res pomembno, da dobimo čim več, seveda tudi nekih inputov z vaše strani. Zato bi lepo prosil zdaj najprej predstavnike muzejev in drugih kulturnih inštitucij, ki se ukvarjate z upravljanjem kulturne dediščine. Morda ste že počeli tudi kaj na področju digitalizacije kulturne dediščine ali pa o tem še razmišljate. Če bi se lahko na hitro predstavili, povedali, z katere institucije prihajate, kaj ste do zdaj počeli recimo in kakšni so vaši plani za prihodnost ali pa morda želje, kaj bi si dejansko želeli v vaši ustanovi ali pa organizaciji na tem področju narediti. Iščete možnosti za podporo za tovrstne projekte ali pa seveda tudi konkretne partnerje, ki bi vam pri tem pomagali. Tako da bi šli kar lepo nekako po vrsti oziroma, če se lahko sami prosim javite in na kratko predstavite. Lep pozdrav, moje ime je Primož Gašperič. Najprej opravičilo, ker sem na domačem računalniku in si ne želite videti kamere, ki ne dela. No, kakorkoli, prihajam iz Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta ZRC SAZU. Jaz sem se, pred nekaj dnevi sem dobil vaše sporočilo in sem se prijavil. Sicer prijava očitno ni bila uspešna, oziroma včeraj popoldne, pa mogoče je bilo prepozno, kakorkoli mi je pa kolega Miha Peček, ki je tudi iz ZRC-ja, preposlal vabilo, tako da sem danes tukaj z vami. Sem vodja enega majhnega muzeja, ki se ukvarja s starimi zemljevidi, atlasi in pa ostalim geografskim gradivom. In po, bom rekel, uspešni prijavi na nek interni razpis je muzej dobil sredstva, da smo lahko šli v digitalizacijo zemljevidov. Zdaj, v našem primeru to pomeni nekako 1500 do 2000 kosov gradiva, ki smo ga dali zunanjemu podjetju, ki je specializirano za digitalizacijo in sedaj čakamo, da to dobimo. Naša želja je priti na uporabniku bliže, torej da zadevo ne samo imamo na zalogi skenirano, ampak da jo tudi spletno predstavimo in to na ravni Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, krajše ZRC SAZU, že počnemo. Namreč osnovna ideja je, da ko si nekdo, posameznik, inštitucija, kdorkoli zaželi posameznik kartograf, pač zemljevid, da mu ga lahko tako ali drugače posredujemo. Potem pa seveda v sklopu te digitalizacije pa je korak, vsaj za, kar se tiče Geografski inštitut, gre v smer, da se še zemljevidi georeferencirajo. To pomeni pač, da se da potem z njimi še kako drugače operirati in zbirati podatke, ki jih imajo. Toliko bi jaz zelo na hitro povedal, kar se tiče Zemljepisnega muzeja. Super, hvala. Morda sam na kratko, kakšni so glavni izzivi, ki jih imate pri vašem delu? Ja, konkretno zdaj naše delo je večplastno, namreč na eni strani se moramo kot inštitut boriti za projekte, ki so lahko zelo različnih tematik, oziroma ne lahko so. Na drugi strani pa
kot poseben oddelek Zemljepisni muzej je glavni izziv, da javnost prepozna njegovo vrednost v smislu kartografskega gradiva. Zdaj na tem področju, vsaj v Sloveniji je, ne bom rekel zmeda, ampak je tako, vsak ima kakšen svoj kupček. In naša ideja je, da bi recimo s pomočjo naše platforme lahko obesili gor več zbirk. Ena je seveda naša, eni bi bili mogoče posamezniki ali pa še kdo, in da bi nekdo na enem mestu lahko dobil osnovne informacije o zemljevidih in potem seveda naprej glede na to, kaj si bi zaželel. Skratka, uporabniku priti tako blizu, da bi dosti enostavno zvedel, kaj sploh potrebuje in kje naj to išče. Super, hvala lepa. Koga lahko povabim naslednjega k besedi? Gremo lahko morda v Idrijo. Ja, super. Pozdravljeni, moje ime je Tina Zadnik, jaz prihajam iz Mestnega muzeja Idrija. Zdaj, pri nas je v bistvu digitalizacija poteka, digitalizacija pač predmetov in imamo tudi spletno zbirko, to poteka pač kontinuirano. Vsak kustos je odgovoren za svoj del spletne zbirke in se pač kontinuirano nalaga, Se pravi, trenutno je na naši spletni strani od 11 zbirk 5 zbirk aktivnih. Se pravi, naš cilj bi bil, da seveda zapolnimo vse te zbirke. To je en del digitalizacije. Na drugem delu smo pa precej začetniki oziroma ko mi začenjamo. Tudi mi v bistvu sodelujemo pri projektu, ki ni vezan samo na Mestni muzej Idrija, ampak tudi ima druge partnerje, Zavod za turizem Idrija z izvajalcem Arctur. Tukaj gre pa dejansko za digitaliziranje kulturne dediščine, v tem primeru na objektu Idrijske kamšti. Se pravi, vodne črpalke iz 1790, ki je delovala do 1948. Problem te vodne črpalke je predvsem, mi smo opazili, ko pač Mestni muzej Idrija upravlja več objektov, in eden od teh je tudi Idrijska kamšt. In v bistvu smo opazili, da ko imamo obiskovalce, zelo težko, v bistvu vsi rečejo, Idrijska kamšt, to je pa v bistvu to vodno kolo, to leseno vodno kolo. V bistvu ne povezujejo, da gre za večji sistem, da je črpojamsko vodo, dostikrat so recimo pride tudi do napačnega razumevanja, da recimo jamska voda poganja kamšt in tako naprej. In mi smo v bistvu hoteli, naš cilj je, ne samo predstaviti kamšt, ampak tudi narediti jo precej bolj razumljivo, zanimivo za uporabnika, in del tega je v bistvu tudi ta digitalizacija, pri katerem sodelujemo s podjetjem Arctur. Zdaj cilj oziroma končni produkt, bom tako rekla, pač uporabljamo več metod. Prva zadeva je, da so skupaj z metodo fotogrametrije zajeli zunanjost stavbo kamšti, kjer se nahaja leseno pogonsko kolo. To je v bistvu že končano, bo 3D modeliran, bo tak 3D model, naložen bo na spletno stran in pač tako si ga bodo lahko obiskovalci ogledovali z vseh strani. To je ena stvar. Druga zadeva je pa aplikacija za telefone, ki bo vključevala tudi AR. Se pravi, ko bodo obiskovalci prišli pred stavbo kamštjo, bodo aktivirali to aplikacijo in videli bodo s pomočjo AR-a neko simulacijo delovanja. Hkrati bodo tudi možne, v okviru aplikacije bodo si lahko tudi majčkeno več prebrali o delovanju. Mi želimo v bistvu projekt nadgraditi tudi z dodatno animacijo. Problem kamšti je namreč, da gre za zelo velike dimenzije, ki pa niso v bistvu primerne za predstavitev na malih zaslonih. Se pravi, če govorimo o pogonskem kolesu, ki ima premera 13,6, moramo tukaj zraven všteti še horizontalno, se pravi pogonsko drogovje, dimenzij 75 metrov v dolžino in 283 v globino, kar pomeni, da pač za nek ta AR prikaz to ni najbolj optimalno zaradi samih dimenzij. Zaradi tega pač razmišljamo o vključitvi dodatnih animacij v aplikacijo in mogoče tukaj je tudi
smo že naleteli na te naše težave, s kakšnimi težavami se soočamo. Se pravi, absolutno gre tudi za nek finančni vložek, ker naše želje so takšne, ampak finančne zmožnosti pa takšne, in da gre v bistvu za veliko razliko med tem, kaj bi si recimo mi želeli, pa imamo neke ideje, pa imamo neke predstave, kako bi naredili, ampak na drugi strani pač mi nimamo sredstev, s katerim bi si lahko pa to privoščili. Tako da to so neke te glavne težave, s katerimi se soočamo. Se pravi, smo pa res čisto na začetku, in bo v resnici Idrijska Kamš bo v bistvu naš prvi tak digitaliziran stavba, ki je objekt, ki bo v bistvu mogočen dostop uporabnikov na tak način. Koliko je pa to z vidika vaših, ne vem, zmogljivosti, recimo z vidika kadrov in tako naprej, zahteven projekt? Absolutno, katastrofa, mislim, se pravim, v bistvu, sploh zdaj v tem času COVID-19, pač mi, muzeji bodo vsi potrdili, da smo vsi kar naenkrat dobili ogromen enega digitalnega dela, pa sodeluješ na spletni akciji naprej v preteklost, pa ne vem, moraš vsebine na YouTube, pa vsebine na Facebook, ampak dejansko dejstvo pa je, da ni ne dodatnega kadra, ne dodatnega predvidenega denarja, da to delamo kustosi, pač vsak, ki ima na vsakega nekaj pade, in recimo v primeru Idrijske Kamšti je absolutno problem to. Jaz v bistvu se ukvarjam se ukvarjava jaz pa direktorica, v bistvu s tem vprašanjem, ampak veste, gre za malo bolj obsežno raziskavo, zaradi tega, ker enostavno obstaja več načrtov, načrti so si različni, ljudi, ki so dejansko bili noter, pa ki res poznajo, pač jih več ni, žal, smo jih iskali, zadeva je zazidana, se pravi, mi ne moramo noter pogledati, da bi lahko naredili absolutno rekonstrukcijo, iščemo strokovnjake, ki nam pomagajo, zato ker se tudi načrti, sami načrti se lahko tolmačijo različno, po enem načrtu so neki deli statični, po drugem so premični, se pravi, če mi pa govorimo o končnem produktu, ki je AR, ki ima animacijo, pa moram jaz animatorju povedati, a bo ta del statičen, a bo ta premičen, Tako, in tudi iz vidika, recimo, če pogledamo po načrtih, kako se včasih pač, tole tukaj v zadnji se ga ne vidi, tale naša Kamšt iz 51. Tudi če smo v bistvu imeli nek načrt, ki smo mislili, da je zelo, da se mi lahko na ta načrt povsem zanesemo, smo v bistvu v času raziskovanja ugotovili, da vsem pride do nekih diskrepanc, recimo točno tukaj določeno je videti, kakor da je ta zbirni bazen direkt v jašku od spodaj, medtem ko pa, če pač pogledamo, kako so rudarili, so bila ta neka varnostna območja, se pravi, ni mogel biti direkt, ni mogla cel naravnost, ampak je bil bazen, ne vem, nekih, rečemo 20 metrov, govorim na pamet, stran, ampak tega ni nikjer narisanega in to v bistvu gre za raziskave, ki terajo svoj čas, ki terajo čas, da najdeš ljudi, da se o tem spogovoriš, da razumeš, tudi, ne vem, sistem delovanja črpalke in tako naprej, In tudi kako, ne samo to, da razumemo, ampak v bistvu kako to potem tudi skupaj z pač podjetjem, ki nam pomaga to spraviti v tako obliko, kako to narediti uporabniku zanimivo, To so v bistvu zelo finančno veliki zneski, in je velika dilema, kako v bistvu narediti nekaj, recimo čist tipično vprašanje, če nam je recimo ponudnik dal možnost, glejte, to lahko pokažete z, ne vem, ilustracijo in besedilom. Mi vemo, da smo zdaj pač žal zelo površni obiskovalci, tudi ne moramo pričakovati od vseh obiskovalcev, da bodo zdaj toliko tehnično, da jih bo toliko zanimalo. Pač mislimo, da to ni najboljša rešitev, ker ne bodo brali. Ljudje na telefonu dvomim, da bo kdo bral, gledal slikce pa bral. Se pravi, to isto bi bila skoraj boljša rešitev pa no. Po drugi strani, če pa vzamemo tako rešitev, ki bi bila pa zanimiva za obiskovalca, se pravi, gre za neko recimo 2D predstavitev, je pa takoj problem, seveda z vidika financ. Ker je,
Super. Skratka, ampak čeprav razumem, in to se mi zdi en zelo pomembno tudi dejstvo, se pravi, ko vi enkrat dobite recimo odobren projekt, ne, in že izberete izvajalce in tako naprej, se lahko velikokrat dejansko zatakne ravno v tej raziskovalni fazi, ki se dejansko začne šele z odobritvijo sredstev za digitalizacijo enega takega projekta, ne. In je kako pa potem vaše sodelovanje z nekim izvajalcem tega, se dejansko potem zamika? Ja, zato ker tudi mi recimo stvari, ki sploh nismo pomislili, da bi bil problem, zato ker smo jih od drugih, ker se pač nismo nikoli, muzej se pač na tak način, toliko poglobljeno, ne rečem, da se niso delale so se raziskave, meritve, vse to, ampak na tak način, da bi se pa samo s kamštjo se pa pač ni ukvarjali, ker tudi pač ni bilo, tudi takrat ne kadra, in zdaj, recimo, če mi pogledamo določene modele, ki so bili recimo 3D modeli, narejeni, v bistvu ugotovimo, da ljudje, ki so delali te 3D modele, se tudi niso poglobili zares toliko v načrte. Se pravi, mi pa zdaj hočemo od teh naših animatorjev pa boljši model kot tak, ki ga imamo. In seveda se zamikajo stvari, zato ker tudi v bistvu vmes ugotovimo, da mogoče to pa sploh ni tako, kot smo mi tolmačili, ali pa ne. In sigurno je zamudno, in tudi težko, velike energije vzame to in poleg, pa mi govorimo, da to zdaj, ne vem, kako je v ostalih muzejih, ampak mislim, da je zelo podobna situacija, da to pač, da kustosi še vedno opravljajo vse ostalo delo, ki ga opravljajo, samo da je to dodatno delo, in... Super, hvala za enkrat. A lahko slišimo še iz kakšnega drugega muzeja izkušnje s tovrstnimi projekti? Kdo bi nam lahko še kaj več povedal? Sigurno ste že imamo še kakšen zanimiv primer? Mogoče na tej točki, Ja, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Jaz prihajam iz Galerije Velenje. To je sicer malo drugače, sicer tudi muzejsko delo, in prav glede postavitve, nekje snovanja, nove postavitve galerijske, stalne zbirke bi pač zelo radi, da to ne bo več samo ta konvencionalna postavitev, ampak da bi tudi ob tem obiskovalcem ponudili še razne povezave. Vsekakor pa nam najprej gre za to, da ta digitalizacija pri nas poteka zelo počasi, seveda z vedno istim vprašanjem po sredstvih, seveda. In tu seveda delamo samo, mi imamo sicer na spletu preko tega tudi našega programa Galis, kar precej te zbirke objavljene oziroma pač digitalizirane, ampak to so zgolj čist dokumentarni posnetki z lastnimi fotografskimi aparati in seveda popolnoma neustrezno. Delamo sicer, ampak tu gre zelo, zelo počasi, pri nas je preko 1000 kosov tega gradiva, za stalno zbirko, in smo še pravzaprav zelo na začetku, kljub temu, da ta zbirka že kar desetletja je zasnovana. In seveda tu si želimo, zato tudi iščemo neke ali partnerje oziroma pač tudi eno pomoč, tako strokovno kot seveda tudi finančno, In tu sem se odločila za to, da se prijavim v vaše povabilo, da pač zvem mogoče kaj novega in mogoče kje najdemo ene kontakte, s katerimi bi se lahko povezali in tudi nadaljevali in napredovali v svojem delu. Super, hvala lepa. Bomo malo menjavali zdaj, pa bi morda prosil še koga od ustvarjalcev oziroma podjetij, ki se ukvarja s tovrstnimi rešitvami, da predstavi, kaj na tem področju počnejo. Morda Marko Cafnik iz Multiversuma. Zdravo. Ne slišimo te nekako, Marko? Zdaj bi me pa morali, ne? Zdaj te pa, ja. Lep pozdrav. Ja, se pričujem, jaz sem se malo kasneje priključil, tako da nisem uvode ujel, ampak hvala za besedo. K temu, kar sem do zdaj slišal, bi dodal pač še eno dodatno komponento. Torej, ja, digitalizacija je seveda prva faza, ki se zgodi
da lahko potem predmeti ali situacije zaživijo neko novo okolje. Ampak mogoče od naših produktov ta trenutek bi pa izpostavil predvsem tiste, ki se vežejo na nek socializing, skratka na to, da ta digitalizirana kulturna dediščina dejansko pride v stik z ljudmi. In s tem smo se intenzivno ukvarjali že pred pandemijo in še toliko bolj pospešeno od lanskega marca naprej. Torej, imamo lastno rešitev, preko katere potem lahko različno število ljudi, odvisno zdaj od situacije in izvedbe, sočasno dostopa do te virtualne sobe, v kateri se torej nahaja neko razstavišče, neki artefakti muzejski, karkoli bi pač želeli pokazati. Ali celo, torej, kot je gospa zadnji prej govorila, nek objekt, ki je bil s fotogrametrijo skeniran oziroma skeniran s 3D skenerjem ali s fotogrametrijo in prenesen torej v digitalno inačico. Tako da mogoče samo hitro, če je dovoljeno, delim zaslon. Ja, prosim, Gašper, a si ti? Mislim, da je, ja. Super. Seveda to zdaj ni neko muzejsko okolje, ampak samo da dobite vtis, pa tudi zdaj ne bo drugih obiskovalcev v tem prostoru, ampak zelo enostavno se gibamo po prostoru in spremljamo objekte v precej visoki resoluciji. Dajmo pogledati, recimo to so neke privatne sobe. Detajli so lahko zelo dodelani. Tudi fizika predmetov v prostoru je možna. To pomeni, da premikam v tem primeru stole, sedem na njih, karkoli že. Skratka, prepričljivost nekega okolja je že dovolj uporabna. Lahko vidim seveda tudi sam sebe, torej bodisi da grem v prvoosebni pogled ali da vidim tega svojega avatarja. Na ta način se lahko do 50 oseb recimo v enem takem prostoru srečuje in kolaborira. Zakaj je to torej pomembno? Mogoče sicer preklopim še na drug primer, ki je bolj razstaviščni. Recimo v tem primeru so to neki panoji, to so lahko določene torej 3D objekti tako ali tako, ki so lahko animirani. Lahko stopimo v 360-stopinjski posnetek. Ta je lahko torej ali video ali fotografija. Zdaj ne vem, če slišite tudi zvok, jaz ga precej močno slišim. Skratka, kako stopim v tako imerzivno okolje. S tem želim pokazati, torej, da ta dediščina je lahko na nek način snovna ali nesnovna. Na različne načine lahko izkušnjo, in o tem sem želel v bistvu danes govoriti, iz nekega klasičnega gabarita prizorišča prenesemo v skupino ljudi, ki ob tem lahko res doživi to, kar pravzaprav doživlja obiskovalec ob obisku klasičnega nekega razstavišča. Torej, to so panoji, po želji jih opremimo s čemerkoli. V tem primeru pač zdaj so neke slike. Torej, izpostavil bi mogoče tudi za ostale sogovornike to, da je zelo pomembno, da postane ta digitalna izkušnja percepcije digitalizirane dediščine res nek družabni dogodek, da s tem preidemo morebitne zadržke in strah pred uporabo tehnologije in da postane uporaba res intuitivna. Seveda vse te prostore, ki jih zdaj kažem preko deljenja računalniškega zaslona, lahko gledalec še bolj imerzivno doživlja z VR očali. In tako inačico seveda lahko ponujate tudi na lokacijah, realnih lokacijah, ko je to možno in seveda ob ustrezni podpori,
na katero pa spet treba računati, ko se projekt pripravlja. Torej, da za vzdrževanje same opreme tudi potrebujemo sredstva za ljudi, ki bodo s tem upravljali, razkuževali konec koncev v tem obdobju, pa tudi drugače polnili baterije, znali vzpostaviti, če se, ne vem, sistem zatakne ali kakorkoli. Tako da z naše strani mogoče sam pač ta impuls in razmislek potem, kako in na kakšni platformi, poleg recimo torej tega, kar ste prej omenjali, AR, VR, ki vsak po svoje ima svojo tehnologijo za sabo, da še širšo publiko dosežemo pravzaprav dejansko kar preko spleta. Toliko z moje strani. Super. Marko, samo še eno vprašanje. Omenil si, da je tudi možno, da je hkrati več teh uporabnikov hkrati v nekem takem okolju. Kakšne so prednosti tega? So možne neke interakcije? Je to recimo, to pomeni to, da recimo imaš lahko cel razred šolski v enem takem okolju? Oziroma, kaj je prednost tega zares? Glede na to, da smo zdaj na Zoom platformi, ki jo dobro poznamo, kdor je ni prej poznal, jo je marca lani spoznal. No, v tem okolju, ki sem ga malo prej prezentiral, bi se dejansko lahko vsi mi dobili in bi vas dejansko povabil na neko vodenje po prostorih. Tako da na enak način, kot se zdaj lahko vsak z vsakim pogovarja, kjer lahko ugasneš ali prižgeš svojo kamero in jo deliš z ostalimi, ali seveda mikrofon, kar je prva in osnovna predispozicija, se lahko kot avatar z avatarjem pogovarja, torej vsak, ki vstopi v ta prostor. To je bistvo, se pravim, to je tisto, na čemer temelji ta kolaboracija. Super, hvala, Marko. Morda še en primer, Art Rebel, Matjaž. Tudi vi razvijate zelo zanimive zadeve. Živo, ja, tudi mi. Bom malo pokazal, jaz imam par videov. V bistvu nisem imel časa kaj posebej pripravljati, ampak čakaj, bom jaz probal tole deliti. Zooma nisem že dolgo uporabljal. Takole, pa rečemo, tale bo po moje, ok. Se vidi? Vidimo, ja, vidimo. Se pravi, da malo povem o našem ozadju. Precej časa se že s tem ukvarjamo, mislim, kakšen teden nazaj smo imeli 30. rojstni dan kot firma. In zelo daleč smo že prišli na našem potovanju pripovedovanja zgodb. Mogoče naslednji korak, ki smo se ga zdaj lotili, je pa, če rečemo, zgodbe so itak univerzalne. Zgodbo, ne vem, prvo rdečo kapico verjetno babica pove, preden gremo spat, pol, ko si malo večji, jo vidiš v lutkovnem gledališču ali pa v knjigi, danes pa lahko pogledaš film kot odrasel. Se pravi, hočem reči, da zgodbe se da povedati na najrazličnejše možne načine in seveda zgodbe so vedno v ospredju, ampak v zadnjem času smo pa začeli delati na fascinaciji. Se pravi, razlika med povedano zgodbo na nek in na nek drug način je lahko v fascinaciji, ki obstaja ali pa ne, oziroma je malo večja ali pa manjša. Se pravi, rečem, vedno, ko začenjamo projekte, začenjamo z neko idejo, kako oziroma kaj želimo povedati, ampak po takoj v naslednjem koraku gremo pa iskati tisti izraz, ki nam omogoča največjo možno fascinacijo. In sicer v tem primeru, pač, o čemer se pogovarjamo danes, izhajamo zmeraj iz neke digitizirane zadeve. Trenutno imamo v delu okoli 50 do 60 objektov iz registra kulturne dediščine in okoli vsakega delamo po kakšno tole zgodbo. Mediji, ki jih pri tem uporabljamo, so pa vsi možni, pač, ki se danes uporabljajo, od klasične multimedije, ki je interaktivna, seveda hologramov, 3D mappinga, VR-a, AR-ja, MR-ja in tudi spletnih platform. Tako da to so pač ene take zadeve, ki jih obvladujemo in se učimo že 30 let, pa zdaj lahko pokažemo recimo, kako rešiti problem predstavitve razvoja nekega gradu skozi stoletja. In tukaj imamo primer
Črnomlja. To so zelo delovne verzije, še niso še niti s soundom, se pravi digitiziran objekt, ki smo ga pač zajeli z našimi partnerji. Aha, zdaj, od tega zvoka, a vi slišite zvok? Okay. To je tako računalniško branje, v bistvu ni bilo niti namenjeno, da se sliši. Kako pridemo pol do zgodbe, da povemo na hitro, kako so se zadeve zgodovinsko dogajale. Se pravi, ustvarili smo neko virtualno galerijo, ki jo obrazložimo na hitro in ta nam omogoča, da skočimo v različna obdobja. Se pravi, imamo sliko na steni, imamo neko situacijo in ta situacija oživi in pač obrazložimo, zakaj se gre pač v tistem nekem, recimo, 13. stoletju. Rekonstrukcija je pravilna objekta, o katerem govorimo, vsi ostali objekti, se pravi vas oziroma mesto, je začasno, mislim, je precej poenostavljena zadeva. Približno na ta način tole izgleda. Filmčki, ki jih delamo na to temo, so tam recimo 3-4 minute dolgi, to je nekaj, kar je tak standardni format, da ljudje zdržijo, da jim pozornost zdrži in tako dalje. Če malo sam naprej skočimo, znamo si pomagati recimo z čisto preprostimi ilustracijami, kot je recimo tale, to je rekonstrukcija, ampak pol obdelana v Photoshopu in je zelo na simpel način lahko tudi malo zanimiramo, zato da izgleda, kot da je zadeva živa. In to prelijemo pol na neki točki v 3D rekonstrukcijo, ki nas pač pol zapelje naprej. V bistvu 2D slika v Photoshopu zelo preprosto animirano, ampak učinek je precej fajni, zato ker se človek počuti, da je res malo prisoten do neke mere v tistem obdobju. Tu v tej verziji ne vem, ampak zunaj nas počaka pol krdelo Turkov, ki napadajo Črnomelj in tako dalje. Se pravi, en tak princip recimo. Drug primer digitizacije je pa naravna dediščina, samo da gremo malo naprej, je pa gozd Krokar. Gozd Krokar je pragozd, eden izmed, mislim, da 9 na Kočevskem, kamor obiskovalci oziroma nasploh ljudje nimajo dostopa, tukaj smo morali imeti pač neka posebna dovoljenja in je izjemoma v vseh teh projektih, ki jih delamo, gre za naravno dediščino, se pravi, zdigitizirali smo del gozda. Projekt še poteka, ker delamo pa tudi s 360 kamero, snemamo, ne vem, nekih 10-12 lokacij po gozdu in to v različnih letnih časih. Kar smo imeli srečo, prejšnji teden je bilo ful snega in smo posneli tisto, kar je bilo zelo, zelo lepo. Tukaj imamo pa eno poletno verzijo. To so videi, sam ni bilo dosti vetra, zaradi tega izgleda, kot da je statična zadeva. Imamo opise, več jezikovnost in to je namenjeno za VR uporabo. Zdaj bomo prišli do te digitizirane zadeve, ki smo skenirali z lidarji in hkrati prikazujemo naravne procese, se pravi, to je dobesedno zdigitiziran gozd in kažemo recimo v različnih nivojih komunikacijo znotraj gozda, nekimi celi, preko katerega drevesa komunicira in tako dalje. Se pravi, kasneje, ko bomo imeli pa vse 4-letne čase, bo pa lahko uporabnik zbiral za, mislim, med različnimi temi pogledi, zimski, poletni in tako dalje. Ena naslednja zanimiva zadeva, to delamo pa za Sveto Trojico pri Mariboru, je pa zdigitizirana katedrala in delamo projection mapping, sicer 7-minutna zadeva, tukaj bom pokazal samo eno manjšo zadevo, prihod romarjev do cerkve, ki se bo pojavila, ta cerkev je bila zdigitizirana in v bistvu vse to, kar gledamo zdaj, bo kasneje v, mislim, 7-minutnem filmu projicirano na veliko čez celo fasado tele cerkve. Oni se ukvarjajo precej z romarskim turizmom, tako zaradi tega je tudi vsebina zastavljena na tak način, pač romarjem primerna, recimo. To je ena taka skica, ampak tega je zdaj zelo, zelo, zelo dosti, mislim, kar se tukaj znotraj dogaja. Pol, ena druga zadeva, imamo pa za Hišo Stare trte v Mariboru, za VR, ampak real-time zadeva in sicer na precej slabih, mislim, tehnično nezmogljivih očalih, zato je grafika precej poenostavljena. In sicer spet zgodba je pa ta, da smo poskušali
mislim, da enih 7 minutah VR aplikacije predstaviti zgodovino najstarejše trte na svetu, in sicer smo to naredili tako, da imamo 5 posameznih dejanj, od tega so 4 taka, kjer nam protagonista, zmeraj sta po 2, v kratkem dialogu, minuto do 2 dolgem, povesta bistvene zadeve tistega časa, v katerem zadeva se pač prikazuje. Imamo splavarje, imamo stari most, tukaj ste 2 srečata po dolgem času, animacije so preproste, pač za Oculus Quest prilagojene, in to dela z zadovoljivim številom pač frameov na sekundo, tako da, ampak smo morali pa precej šparati s poligoni. Spravi, to je ena izmed možnosti. Druga možnost je sicer digitizacija bolj arheološke dediščine, primer čist drug grafični jezik, bolj otrokom namenjeno, obrazložiti v tem primeru, kaj je to megalodon, kako je bil velik, to z nekimi primerjavami na nek tak zelo zabaven način obrazložimo. Je pa aplikacija na tablici, ki jo človek nosi s seboj po muzeju, in ko pridemo na določeno točko, se pravi na nek AR način, ona spozna točko in sproži vsebino, ki je pač na tisti točki namenjena. Tako da, recimo enih 25 ali 30 takih postaj, vsaka od teh zgodbic je pa dolga od minuto do 2,5 približno. Odvisno od budžeta, ta zadeva ni zelo draga, zaradi tega smo pač budžetu primerno se lotili in zadevo tole naredili. Je pa super poučna in obrazloži celo zadevo na tak način, da je to predvsem mladini, ki je ta zadeva namenjena, da jim je pač zelo všeč. Se pravi to, no zdaj pa pridemo do megalodona, vidimo, namen je bil pokazati primerjavo velikosti pač med različnimi živimi bitji, z glavnim junakom, tem prastarim morskim psom. Pa imamo pa seveda klasične multimedije, recimo to je pa za Nordung, trenutno tam še zmeraj gostijo ta original kamen iz Lune, in smo naredili zadevo v obliki klasične multimedije, pa še postavitev mislim, da 2 velikih ekranov pokončnih, enega projekcijskega platna in 2 manjših ekranov, ki sta interaktivna. Zadeva pa izgleda približno tako. Tale kamen smo, kolikor se je dalo, zdigitizirali, zaradi tega, ker je ulit je v neko plastiko, tako da je bil precej problem dobiti prave teksture in mere. Ampak hkrati smo pa nanizali cel kup nekih zadev, ki obrazložijo, kaj je to ekliptika Lune, tudi Zemlje okoli Sonca in tako dalje. Tako da je zelo, zelo poučna zadeva in okoli tega kamna je pač naloženih cel kup različnih vsebin. To je bil pa ta nepravi kamen. Mogoče sam še eno stvar na hitro, če pokažem. Imamo aplikacijo, ki nam omogoča, da v računalniku vnesemo koordinate in geometrijo kakšnega objekta, in obiskovalec, ki ima te podatke na svojem telefonu, pride na lokacijo in ga ta objekt tam že čaka. To je bil samo en test Plečnikovega parlamenta v Tivoliju, taka testna verzija. Kmalu bo končana tale končna. To so naši programerji testirali, ampak prišli smo v Tivoli in tam nas je že čakal ta objekt, ki tukaj še ni pravilno teksturiran in tako dalje. Ampak v principu lahko damo kjerkoli objekt na kjerkoli točko v koordinatnem sistemu. Se pravi, ta zadeva pa mogoče, če vas ne dolgočasimo, bi mogoče sam pokazal, ja, recimo, lahko se pa naredi neke druge vrste spektakle, tale pa iz Expana, ki smo ga opremljali z vsebinami. In sicer
zaradi pomankanja prostora imamo projekcijo na 3 stene, lahko bi imeli na 4 ali pa celo na 6, se pravi še na strop in na tla. Govori pa o razvoju Pomurja na splošno, pa čisto malo tole pogledamo, pa bom pa počasi zaključil s tem. V bistvu smo se vsakim korakom vračali v zgodovino. Tu smo prišli do nekih najstarejših naselbin, mislim, da se bo človek pojavil. No, v glavnem, cel kup različnih medijev, zato da se izkoristi sama zgodba in da se na najboljši možen način prikaže. Tako da jaz bi s tem zaključil. Hvala lepa. Hvala, Matjaž. Pa ker že gledamo res zelo zanimive primere. Matjaž, prosim, če še... Aha, super, krasno, hvala. Morda predajam še besedo Nadavu iz... Control Art, CTRL Art. Hello? Ja, hej, Žiga. Opravičujem, ker mogoče boljše, da govorim angleško. Razumem slovensko, ampak when I talk in Slovene, I sound a bit more stupid than I am. I just prepared this short presentation. Let me load it. Just a second. Just... Okay. Do you see the screen? Yes. Okay. Just a sec. Okay, so I'll just do a relatively short presentation about our studio. We started here in 2006 in Ljubljana, where we started mainly in cultural heritage and 3D production. And since 2013, we are more specialized in augmented reality, and especially now in the last few years with the character creation, avatars, and optimization for AR. I will show a few examples from our work, but I will just go through a little bit of a presentation. Just to start, this is about who we are. Like I said, we're based here in Ljubljana from 2006. We're a small team. I mean, we fluctuate from time to time. And the last project we did, which I'll show at the end, we were about 30 people working for about a year and a half on this. Now, just something with the example here in the screenshot, you see this character, for example, this was done in 2014, and it's a snapshot from an iPad. So the idea here is that this is running real time. And also, something else to add, if you look at the highlights on the metal, this is now, we have our own development for interaction with real light, with the real environment. So the idea is that if, for example, I put this character inside a castle and I physically close the windows in the room, the lights will drop. It works basically very well on metal materials. On the skin textures, we're still working with a subsurface scattering and other methods to create this site. Now, I will not really go through too much about augmented reality because I think we all know it. I just have one point that I think is interesting, and it's also relating to what Tina Zadnik said before about the issues about people flow through a location. So what I see with augmented reality, whether it's using mobile devices, people's mobile devices, except the idea that we can add content and enrich the area or recreate, put a character guide or show reconstructions of castles or other things, we are also collecting data on those people, and we're collecting not just where they're positioned, but what they're looking at. So especially in the case of Corona, I know, and I'll show this project, which we did this only abroad, not in Slovenia. We had a very large tourist site with about 2 million visitors. Of course, Corona shut down everything, but the main problem there was also how to navigate the people and how to, let's say, people don't queue up or wait, or how to channel them. Now,
because we collect the data, the site we had there is, it's a main Cardo street, the Roman street in Jerusalem's old city. People flow of 2 million people, and then the app actually knew if there were 10 people on this location, it would change the story and start the other people on another location, so that we will be able to traffic the people. So I'm trying to show this point, and it is related to the problems with tourism today, how to make them flow, especially in the situation of Corona. Now, I am very optimistic, and especially what I see in Slovenia. I think I live here 2-3 years. I see tourism is growing immensely, and I think that actually we're running out of time. This Corona is gonna, if I look at now, let's say example Israel, the country opened up, all the cultural heritage site opened up. I guess here it's gonna be in the summer or when vaccines come, and then I think actually Slovenia has a very high rate and increase of tourism that want to understand the cultural heritage and need a kind of interesting new ways to facilitate this. So just in a bit, and I think I won't go so deep in it, but I think what's very interesting with augmented reality is the stories or concepts we can build, because, and also we turn the user into its own director of the experience. In a way, it's a directed experience, but a user can choose which objects, for example, we saw some wonderful examples here already today, different castles, different bridges about different periods. If the user is himself with a mobile app walking through the museum, he can choose which content interests him, what to read or what to have explained. There was another point that Tina mentioned before about the users not wanting to read so much, which it is true and it's not true. It depends on the users and the type of users. What we had from our experience, most users, the commercial market, don't really want to read. They want the story. They want to have an experience, not just a story. But then again, you always have this people that really want to dig deep into the history and the cultural heritage. And we think that AR allows this level of engagement for each user as he wants. Oh, I will go. Now, this is just a mock-up. It's not ours, just illustrating the mixed reality and cultural heritage. Here we're just showing a classical painting, and as if it comes and you can interact with it. The main reason, and I will show our examples and the projects we did at the end of this presentation, but what we see, and we're 7 years in Slovenia, in Vienna, in Berlin, also in Israel. And a lot of times, if we look at the crowd that comes to visit the museum, it is kind of changing and it's demanding a different experience. We think today to go to a beautiful gallery and look at a painting and have a short text next to it is not enough. Today, users want to be part of this experience, and we feel, and I think most people here agree with this, that these new technologies are bringing us amazing new experiences. We saw some great examples of VR, AR, and this is, I'm convinced that this is completely the way where cultural heritage and museums specifically should be the pioneers of these technologies. These technologies are coming, of course, in industry, but cultural heritage, I think, has a very big opportunity here to enter this, to enrich their content and to tell stories. For example, in Slovenia, there are many also ruins from different periods that if you go for a beautiful walk, you can see the location, but you don't get the story. You can, of course, read a book. It's a different experience than suddenly having stones come alive and telling you the story in a different way. I will skip this version. I will just now show a few examples from our projects. I won't show this. We have a Travel AR Slovenia. It's an application we're working already 3-4 years. We have several locations, Kočevje, Chernomil, Žica Kartuzija, and now many more are coming. It is still a beta phase, but the idea is it's a kind of a tour guide application that takes you through the locations. The content here is the difficult part because especially to create a mass application for this, there's a lot of work on content. And we're very proud of this Travel AR Slovenia project, especially that we did this through a lot of workshops with local communities. So a lot of the 3D models or content creations or stories were created by people in our workshops. Levels, of course, differentiate, but I think the concept. I will show maybe this short video about our collaboration with Epson and Žica Kartuzija. This is an AR application we did as part of the Travel AR for the Epson Moveria. We'll get a bit of a view of our studio. I'll just try to... You can hear the sound?
This is an ex-monastery, which was built in the 12th century. And this is actually the most important cultural building in our municipality. We are trying in every way to give its message forward to the future generations. It doesn't mean only building stones and putting them together, but it actually means giving content to the walls and to the site itself. But now with Epson glasses, you have the chance to actually visualize how deep this story actually is, because of course your imagination is working better with the vivid pictures from the AR. It's like a totally new thing for me, like for Slovenia. I've been in Žička Kartuzija 5 times and I've never seen something like this. It's a new edition and I think it's a good investment into the future. We are an augmented reality company. We've been dealing with augmented reality technology for the past 5-6 years. We're very much specialized in cultural heritage. So we've started working with Epson about 3 years ago, seeing that this product actually answered a lot of our needs. We think it brings a new way of giving this experience in tourist sites or cultural heritage, which hasn't been done before. We've tried different types of wearables. The thing we see with the Epson, the Moverio glasses, they're light. The picture quality is very high. It's not a huge headset. It's actually pretty close to a normal glasses that you wear. I will cut this video for now because I don't want to take too much of your time. We have many videos in the presentations of our projects. I will just maybe show one more. And of course, you are invited to look at our website to see our different projects. The Travel AR project, we have a lot on their website, which I think is very exciting. Also with tour guides, it already works. You can download it on the iPhone or Android and test it out both at home and later. I will just show now a bit of the project in Jerusalem in the Car Dome, which actually got very good news today that we are opening the site again. I will just show the trailer. Hi, I am Alex. Let me tell you more about the history of this wonderful place. Now, I will shut it down for a bit. What's interesting with this project in the relation is also that there's a system behind it that creates the stories. This is meant for tour guides. The tour guides take their groups and they can already prepare their own tours. Basically, we have about nearly 45 minutes of content with different parts of the history of Jerusalem going through. But for example, if a group from Europe came to Jerusalem and they were more interested in the Christian history of the location, the tour guide can go through a system and actually build his own story from the chapters. It's kind of that we created. Now, this was a very difficult task with a story because we had to create a kind of a storyline that works in parallel differences. Also, tour sites like this, and this I don't know if it's relevant, are very much about the timing. How much time a person stays on the location. So these things, we use the help of the augmented reality to lead the people through this location. At the end, there is a photo op, which I think is very exciting part of the cultural heritage, because the user, for example, in Kočevje, we did 3-4 years ago a very exciting project in the Travel AR where the users could be dressed up as a knight, Augsburg or Turiak, and pose and take a photograph like this. So at the end, this branded photo also gives the user a kind of a souvenir of the experience, and he felt that he was part of it. Now, we really see a lot of opportunities with this kind of experiences. Again, if I look at Slovenia with examples of battles that happened here, I can, as a user, use either a tablet or glasses to look at what interests me. If I would look at the battle in the Socha, I can look at the small soldier or the general going, I am choosing my experience, which I think creates a very interesting
environment in this, a very interesting way of how to direct this kind of experiences, because you lose some control and you gain another control. And I think in total, this is specifically for cultural heritage, this answers a lot of needs and opens them up, especially where the location is important. Augmented reality, I can place the character at home. It won't be the same effect as if I put it across in the location where I see the real building next to it. Another thing that I will just end this presentation here, but just something else that I think is very important with cultural heritage and augmented reality is the mindset of the user when it comes to the location. For example, if I come and visit Życa Kartuzia, it's a beautiful location. I'm sure all of you have been there. I am taking time off my life, my busy schedule, and I'm there already kind of inspired by the actual location. So our job is actually to enhance this, to give more information, but a good location such as I know in Jerusalem, people come and are in awe of the location. Half my job is done. Życa Kartuzia, the same thing. We got people to get to a certain location. They're spending their day, their time there. They're already not in their busy. So if we can use that to transfer this information much easier. Great. I would ask you, I don't want to show, we have a lot of references from different fields in augmented reality over 7-8 years of production. I would just show now, I have a few, this is a project we're currently working with avatars for AR. So just to see the quality of avatars we can get, this will run real time. It's already running. We have about 7-8 avatars for this new project. So this is less in cultural heritage, it's something more fashion, but the power today of creating realistic characters, realistic lighting, realistic interactions between the environment, we think this is the very interesting part for, especially in cultural heritage and this type of technologies. Thank you. And I will stop sharing the screen. Thank you, Nadav. Super interesting. Hvala, Nadav. Pa da zaključimo še z enim primerom podjetij, ki se ravno ukvarjajo s podobnimi zadevami. Sašo Zagoranski iz Semantike. Sašo, si z nami? Ja, sem, zdravo. Bi še tebe prosil za predstavitev, dobrodošel. Torej, pošeram ekran. Tukaj te že video konf aplikacij, da ima vsaka drugače, share screen, ok. Torej, lep pozdrav, hvala za povabilo danes. Škoda sem ravno jaz zadnji, se mi zdi, ne vem, če imam ravno tako zanimivo prezentacijo, kot so imeli ostali zdaj. Sem Sašo, prihajam iz podjetja Semantika, kar nekaj na tej konferenci danes se kar dobro poznamo, kateri že celo večnost nisem živo videl. Dajem ti pa na kratko predstavil torej nekaj, kar smo poimenovali CH360 oziroma Cultural Heritage 360 ali kulturna dediščina 360, torej naš pristop digitalizacije kulturne dediščine. Čisto na kratko, danes nekaj o nas, za tiste, ki se še ne poznamo, nekaj projektov in pa ta naš pristop, na katerem se gradimo, torej mi vse gradimo na dokumentaciji, potem možnost objave tega, ponovna raba, izdelava novih vsebin in potem podpora različnim inovacijam, različnim drugim vsebinam, novim aplikacijam, podobno temu, kar smo danes dejansko že videli, torej da ta dokumentacija, ki jo muzeji, galerije ustvarjajo, podpira nove rešitve, kot so danes nekatere že predstavljene. Začeli smo v 2007, naš nekako glavni izdelek, glavni produkt je platforma za dokumentacijo. Delamo z muzeji, galerijami največ, se pa za razvojem programske opreme, vedno več pa tudi z najrazličnejšimi raziskavami in razvojem. Kako po duši smo vseeno nekako programerji, pa radi testiramo različne stvari, različne tehnologije. Naš glavni torej program imenujemo Galis.
Najbolj pomembno se torej v okviru celotne te digitalizacijske zgodbe še vedno nam zdi dokumentacija, tisto, kar kustosi v galerijah, muzejih porabijo res ogromno časa, pa mogoče ne izgleda tako pomembno, dejansko pa je. Torej, strokovna dokumentacija je podlaga vsem tem aktivnostim, vsem različnim izdelkom, ki jih lahko potem s temi podatki, s temi informacijami naredimo, je vir za raziskave, vir za različne inovativne aplikacije, tako da osnova se nam pa še vedno zdi, da je ključna dokumentacija in ravno to je tisto najpomembnejše, s čimer se ukvarjamo, torej razvijamo program, najprej kot namizna aplikacija, sedaj pa se skupaj premikamo na splet različnih povezanih modulov, ki nekako naj bi muzejem, galerijam omogočale popisovanje celotnega spektra stvari, ki se dogajajo znotraj ene organizacije. Tako da, kot sem prej omenil, torej najprej začeli smo z namizno aplikacijo, sedaj pa se skupaj premikamo v splet in dnevno spremljamo tudi COVID sledilnik številke, torej kdaj bomo lahko končno živo naredili pač prezentacijo nove te verzije aplikacije. Nadgradnja tega, torej zbiranje dokumentacije, dokumentacija še vedno torej v lasti vsake posamezne organizacije, ampak v sodelovanju z njimi pa pač smo naredili spletno platformo, ki omogoča pa potem objavo teh podatkov. S tem nekako imenujemo Click Once, Publish Everywhere, zbirke, razstave, dogodke, seveda pod pogoji, ki jih določijo posamezne organizacije z ustreznim varovanjem teh podatkov. In te podatki zaenkrat so objavljeni na nekaterih naših portalih, kot so museums.si, museums.eu. Delo, ki ga pa zdaj pač v okviru te spletne verzije programa delamo, pa tudi možnost ponovne rabe najrazličnejših uporabnikov, seveda s strinjanjem vsakega muzeja, galerije za vsak posamezni primer. Pa še museums.si, par primerov. Na koncu pa še ponovna raba predvsem v zadnjem letu, oziroma začeli smo že prej, veliko dela na nekako ponovni rabi teh objavljenih zbirk. Naša ideja je to, da se vedno vse začne in konča pri vsebinah, tako da iščemo načine, kako te podatke, te zbirke, slike, ki so zbrane, potem omogočimo uporabo tega na različne načine, brez da bi bilo kustosem potem potrebno še enkrat vnašati te podatke. Namreč, kot je bilo danes že čisto na začetku, gospa iz Idrije omenila, torej kustosi danes še bolj obremenjeni, torej še več dodatnega dela za to digitalizacijo, za bolj ali manj ista sredstva, tako da naša ideja je to, da probamo pač podatke, ki so, nekako brez dodatnega spreminjanja, ponovnega vnašanja, da se iz tega zgenerirajo dodatne stvari in recimo virtualne razstave so ene izmed takih stvari, torej predstavitev že obstoječih podatkov, obstoječih zbirk na drugačen način. In potem nadgradnja še tega, torej da damo možnost tudi nekako sodelovanja drugih, torej končnih uporabnikov. To se je začelo z enim pilotskim projektom, ki smo ga z enim UK partnerjem HistoryPin naredili, kjer je na podlagi teh virtualnih razstav omogočeno uporabnikom nekako zbiranje teh podatkov, jih sestavljanje v lastne virtualne razstave, dodajanje nekih opisov, naslovov, skratka ustvarjanje novih vsebin na podlagi tega, kar že obstaja. Tako da, če enkrat povzamem ta pristop, torej na tem, kar delamo, najprej dokumentacija vsega v čim večji obsegu, možnost objave teh vsebin,
Potem na tem, kar aktivno delamo, da odpremo te podatke, seveda spet omejeno, glede na to, kar vsaka organizacija posebej želi, in na tak način potem nekako posprejemo možnosti ponovne rabe obstoječih podatkov, izdelavo nekih novih inovativnih produktov in hkrati dejansko ustvarjanje novih vsebin. Tako da to je nekako to, kar mi počnemo. Hvala, Sašo. Čeprav razumem, dejansko vaša rešitev tudi omogoča, recimo, če imam jaz recimo najdem doma, ne vem, fotografije mojega dedka, pradetka, zares, iz Prve svetovne vojne, je recimo tudi to neka možnost, da lahko nekim muzejem ponudim te vsebine? Ne, torej mi v bistvu pač vse vsebine, ki jih gradimo v resnici na to, da vsebine, ki so na voljo, so recimo temu profesionalne vsebine. Profesionalne v smislu tega, da je to nek kustos, ki je za to zbirko zadolžen, uvrstil na seznam nacionalne kulturne dediščine, torej da so to pregledane vsebine, ki prihajajo iz strani muzejev in galerij. Torej nekega user contenta v taki obliki ne podpiramo, da bi zdaj kar vsak slikice. Ideja je ravno to, da iz vsebin, ki so strokovno podprte, lahko potem uporabniki, tisti primer, ki je bil, je ravno potem pač so lahko otroci v šolah, so bile razne delavnice, da so iz obstoječih vsebin, iz tega arhiva, izdelovali nove vsebine. Super, se pravi, iz več virov lahko dejansko te vsebine tudi združuješ. Tako. Ok, super, hvala, Sašo. Imamo morda kakšno vprašanje s strani vas, ki delate v muzejih, razvojnih agencijah, knjižnicah, za digitalna podjetja, ki se s tovrstnimi zadevami ukvarjajo in katerih predstavitve smo zdaj videli? Nobenega vprašanja? Očitno jih kar dobro poznate. Mislim, moje vprašanje tukaj bi seveda zdaj tudi bilo, veliko smo zdaj že danes slišali tudi v samih komentarjih, v chatu, kamor ste seveda tudi vabljeni, da lahko tudi napišete kakšno vprašanje, kolikor se seveda ne morete vključiti. Glavni problemi, kadrovske omejitve in pa seveda finančne omejitve, pridobivanje sredstev. Koliko pa je za vas, ki delate kot neki kulturni operaterji, se pravi muzeji, knjižnice in tako naprej, koliko je pa za vas, do kje seže vaše poznavanje tovrstnih rešitev, da recimo, ko se odločate recimo za prijavo na kakšen razpis, veste recimo, kakšne so vse možnosti, kako bi lahko določene vsebine digitalizirali in kako lahko se odločite za neke določene rešitve, da bi to dejansko prijavili potem za nek razpis. Nam lahko morda kdo pove kaj z tega vidika? Mogoče gospa Tina iz Idrije, da vas vprašam, ko ste vi recimo se odločili za to zadevo, koliko ste recimo že imeli neko sliko, na kakšen način bi se temu pristopili in koliko vam je dejansko so vam pri tem pomagali neki izvajalci? Jaz mislim, da je v bistvu to eno tako zelo veliko vprašanje, ker tudi mi kustosi, se pravi, če vzamemo na eni strani nekega ponudnika, ki ponuja te rešitve, izdeluje te rešitve in so mu te rešitve zelo poznane, razume, kaj so omejitev AR, kaj je VR, kaj je ne vem to. En običajen kustos, ki pač se s tem prvič sooča, to je bil recimo glaven problem. Kdaj pač te omejitve, kdaj rata aplikacija pretežka, recimo čisto tehnične, kaj to pomeni, jaz lahko dam v VR animacijo ali ne morem dati, a jaz lahko čist, ne, mi smo sicer imeli ene svoje predstave, ki so se pa potem čez sodelovanje pa pogovor izkazale za mogoče, ampak ne za ta budžet, kot smo ga imeli, se pravi, tukaj je. Ja, razumem. Hvala.
Evo, morda vprašanje nazaj k vam, ki se s temi rešitvami ukvarjate. Kakšne so vaše izkušnje z sodelovanjem z vašimi naročniki na teh področjih zares? Kaj pogrešate, kaj mislite, da bi lahko recimo tudi projekt Sahe doprinesel k temu, da bi bilo povpraševanje po tovrstnih projektih večje, ali pa da bi recimo naročniki imeli celo boljše predstave, recimo na kakšne načine k temu pristopati? Kdo lahko kaj na to temo reče, morda Matjaž? Evo, takole, jaz mislim, da naročniki bi to več uporabljali, če odmislimo seveda finance, če bi imeli neke kazatelje, da to res ljudem všeč in da to ljudje uporabljajo. Se pravi, to je prva taka zadeva, kar se tiče pa pol sodelovanja, pa zna biti to zelo naporna zadeva, pa naj mi kustosi oprostijo. V bistvu preden začenjajo nastajati dobri produkti, mora poteči nekaj časa, da se med sabo spoznamo. Pred kratkim smo imeli en primer, kjer smo zastavili zgodbo za tisti tip obiskovalcev, ki so predvideni, malo bolj humorno, so pa naročniki, kjer so prednjačili arheologi oziroma zgodovinarji, vse, kar je bilo teh komičnih, pa ni bilo pretirano, to ni bil Monty Python, zmetali ven in imamo za eno tako zelo suhoparno pripovedovanje neke zgodbe, kot smo jih navajeni iz starih zgodovinskih učbenikov, recimo. Tu je nekaj treba vložiti časa in energije v spoznavanje, v zaupanje, se pravi, mi vemo, kaj deluje, mi to znamo uporabiti, vi ste pa strokovnjaki za vsebine in skupaj lahko pridemo do pravih rešitev. Ne sam mi, pa seveda tudi ne sam vi, ampak dajte nas poslušati na tistih področjih, za katere se predpostavlja, oziroma pa se ve, da smo res v redu ali pa eksperti. Mi pa seveda tudi ne operiramo z nobenimi podatki, ki bi jih sami privlekli za lase, recimo. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Pa seveda, da pol dokažeš, da stvar res deluje. Mi imamo pač ta track record od Vulkanije do Expana, ki res delujeta in res privlačita obiskovalce in tudi merimo, vemo, zakaj neke zadeve so zanimive, zakaj druge niso in to upoštevamo pol pri naslednjih projektih. Super, hvala. Marko, morda tvoje izkušnje oziroma želje, kaj bi si recimo želel, kakšnega naročnika si želite recimo za vaše rešitve, sanskega naročnika in seveda, kako bi to sodelovanje izgledalo? Ja, bom rekel najprej, da se globoko strinjam z Matjažem, glede tega sodelovanja, ampak v prvi vrsti je eno od poslanstev, ki se jih mi tudi lotevamo skupaj s Tehnološkim parkom, ki torej tudi organizira ta dogodek, da osveščamo, ozaveščamo, informiramo na tak in drugačen način, svetujemo, da sploh vzpostavimo torej vedenje o tem, kaj ta novo nastajajoča industrija v bistvu omogoča. Če govorimo o XR industriji, pod katero sodi VR, AR in MR, in znotraj tega je torej nekje digitalizacija kulturne dediščine. Tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se čim več diskurza vzpostavi na to temo in mi smo vedno pripravljeni, torej poleg te komercialne dejavnosti, ki recimo sem prej na začetku tudi opisal, ponuditi posvete potencialnim naročnikom, da bi torej skupaj prišli, tako kot je Matjaž povedal, do najboljših možnih rezultatov. Ker na klasičnih medijih, kot so audio, video in obstoječi neki fizični, muzejski in galerijski načini prezentacije nekih artefaktov, tam je že ogromno dodelanega na teh novih medijih, ki so torej toliko bolj neopremljivi, ker so virtualni, pa si še ne predstavljajo vsi, kaj vse lahko omogočimo. Tako da sanski naročnik, kdo bi to bil? Dejansko, če zanemarimo sredstva, ki so tako vedno ključen problem, nekdo, ki bi res bil dovzeten za te naše sugestije in da bi temu našemu storytellingu, ki je res novum in ga treba še skupnimi močmi, ga torej moramo izumljati, da bi prisluhnil temu, dal možnost temu entuziazmu in, kot je Matjaž rekel, preko tega bi se res lahko ustvarile velike zgodbe. Ki bi bile še to, ki so potem takem lahko dostopne globalno, torej z XR-jem, sploh z web različico, torej z web XR-jem,
je potem take možno neko dediščino dati na voljo 24/7, kadarkoli, komorkoli in pač prenašati to, multiplicirati to izkušnjo neomejeno. To se meni zdi bistven potencialno, poleg tega, da bodo, upam, čim prej zaživeli klasični fizični prostori, v katerih se kulturna dediščina v bistvu ohranja in promovira naprej. Hvala, Marko. Nadav, I will ask you in English to be more clear. Question, yeah. What is your experience with collaborations with museums and other cultural operators, especially since you are working more kind of internationally? You have showed your case in Jerusalem and so on. How can you compare, for example, Slovenia to clients from Slovenia to Israeli and so on? I would say it like this. I think in Slovenia, we started with the augmented reality a long time ago, and then it was a case of awareness raising. Museums and institutions didn't know so much what the technology does. And I think what the speaker said before here, I completely agree. I think it's a collaboration. I would like to add that I think perhaps museums and institutes like this should do events like you're presenting today, or get educated about the technologies that are coming. Again, my true belief is that museums are the pioneers. They're at the forefront. They will now go through kind of in the next few years here and all over the world with a switch. And I think it's going to be a very dramatic switch with how museums present themselves. And I think it is, of course, as I said, when they work with, and we see here a lot of examples of great companies and with great experience, with the years of experience that can help them individually create stories and understand the technologies. But it's also their responsibility to learn about it in a way through talks like we're doing now, or through even creating their own, inviting different experts to see. Now, another thing that I would like to add with a relative, by the way, about people and cultural heritage is very tricky in the sense of content. Example, Jerusalem was a lot of difficulties with religious aspects. It's a very sacred place. People can get offended. Even things that really surprised me with putting things that are virtual can offend a lot of different sensitivities. I see very similar here in different levels. There has to be, I think that the teams that build those projects also have to understand the history and the cultural heritage. There has to be a language spoken between it to understand. And I think that there are many, like I said, now I see in Slovenia, there's a lot of companies with a very deep understanding of this. And I think museums should just capitalize on this and get this knowledge. Now, last thing I would just like to add is we think technologies are moving very fast. In about 1 year, 1.5 years, hardware is useless. Yeah? And I will give an example, even in the case of Žica Kartuzija, we're using the Epson glasses that are, to tell you the truth, they're Android 5. They're very, very low limited. I already have the new glasses that are coming out. They're not public yet. We have it because we're developing. And we see an increase about 7 times stronger devices. So the capabilities that come with it are much, much stronger. Now, what I would say is that, again, a museum starts a project, creates a lot of beautiful content, invests in creating Roman soldiers, cathedrals, scanning. All this content was created and cost. Now, if it's built, what they have to understand is that this content can last now and be transferred to the new technologies that are coming. So the example we're using for example, in Jerusalem in the Carter, we're using mobile devices, iPads, the latest of their kind. They're heavy to carry. I will tell you as an experience, the whole thing is built for glasses. The glasses are not yet, I mean, you have the HoloLens, which is amazing. Price range for it maybe is a bit too high for museums in such a scale, but this is in half a year fixed, a year fixed. So the content that is built, and that's something that museums should pay attention to, is if they build the right story, the right content, they will be able to transfer it from VR to AR to new glasses and even to the Apple glasses that will come in 2 years or whatever. There's this idea not to look at things as I bought hardware now, I put a content on top of it and I'm done. Yeah, I believe in this, that content can be, that's the main thing. Technologies, hardware changes all the time. It needs to be adapted. Yeah. Thank you, Nadav. Hvala. Sašo, bi morda še ti kaj dodal? Kakšne so vaše izkušnje?
Lahko ponoviš vprašanje? Ja, veš kaj, zanima me, kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z kulturnimi inštitucijami, muzeji in tako naprej, z vidika tega, kako dobro poznajo rešitve, ki so na voljo, in pa seveda tudi procese, kako jih recimo vodite skozi te procese, kolikšna podpora z vaše strani je tukaj seveda potrebna pri upeljavi takih rešitev? Ja, tukaj pač skozi že več kot desetletje, kaj sodelujemo z različnimi pač deležniki na tem področju, tudi kar nekaj, ki jih je na tej konferenci danes, poznavanje tehnologij ali pa vsaj interes za nove tehnologije je izjemen, čeprav so to muzeji pa galerije, pa bi mislili, da pač ni interesa, kar tudi mislim, da so nekateri danes pokazali, da je interes izjemen. Procesno tudi pač smo se vsi skupaj, tudi mi z stališča dokumentacije, kot tudi kustosi, mislim, v zadnjih letih izredno izboljšali pač na način vodenja tega same dokumentacije in potem tudi pač cel postopek od začetka do konca se tudi zelo izboljšal. Vse se pa konča in začne enostavno pri resursih. Ali je to finančno za nakup opreme, ali za nakup nekih programov, ali gre za kadrovsko podhranjenost. Tako da tukaj res je ključna težava pri nas, ker nekaj, kar mi rečemo, ne vem, medium size je že recimo organizacija, ki ima 10-15 zaposlenih, kar je v nekaterih drugih državah, s katerimi se velikokrat hočemo primerjati, je to mala galerija. Tako da tu je kar velik razkorak. Interes je pa zanimanje pa izjemno, pač skozi vse, ki jih jaz poznam, redko kdo, da ni zainteresiran za nove stvari, da ni zainteresiran pomagati tudi v svojem času z novimi zadevami, testirati nove zadeve. Tako da to je, glede tega pa mislim, da smo kar v evropskem vrhu, kar po mojem glede samega entuziazma za nove stvari. Po tvojem mnenju, kakšne so možnosti, recimo, da tudi vi pomagate naročnikom pridobivati sredstva? Seveda nekaj je z pomočjo konceptualizirati projekt in ga prijaviti na nek razpis, kakšne pa bi bile lahko ali pa bi bile lahko možnosti, da bi recimo tudi vi dobili neka določena sredstva, s katerimi bi lahko bolj sodelovali z kulturnimi operaterji? Tukaj skozi leta smo že kar nekaj, recimo, ko imamo tudi mrežo partnerjev v tujini, kar nekaj muzejev, galerij pri nas povezali z lokalnimi partnerji, ki koga iščejo z kakimi specifičnimi vsebinami. In tudi nekaj od teh projektov je šlo skozi, tako da so dobili funding. Je pa res, da tudi sama prijava projekta ni neenostavna, ni brezplačna v resnici, ker pač moraš kar nekaj ur časa vložiti v nesiguren rezultat, tako da je marsikdo se potem tudi ne odloči za sodelovanje oziroma poskusi prijaviti, ne zaradi tega, ker ne bi želel, ampak ker ni nikoga, ki bi bil sposoben pač pa zdaj, ne vem, te dni dela vložiti v prijavo, v pripravo vse dokumentacije. Tako da tu recimo mogoče je kakšna podporna, nekdo, ki bi se bolj specializiral na galerije, muzeje, knjižnice, arhive, pa bi pri tem pomagal, pa aktivno spodbujal, bi bilo zelo dobrodošlo. Mi pa seveda tudi, zdaj, če imamo kakšne opcije, kje sodelujemo, smo tudi že kakšno opremo lahko kje dobili v okviru kakega večjega projekta, pa smo potem to, tako da kar nekaj primerov tega je. Je pa zagotovo možno še tega več, če bi bila nekako bolj organiziran pristop, predvsem pri kakih teh mednarodnih projektih. Super, hvala Sašo.
Matjaž, Art Label, imate vi morda še tudi kakšen input glede tega, kar se tiče pridobivanja sredstev, vaših izkušenj na tem področju? Lahko vi pomagate tudi kulturnim operaterjem pri tem, oziroma na kakšne načine? Ali kaj bi bilo dejansko potrebno na tem področju še narediti? Mikrofon. Smo pripravili paket, kjer bi pač poskrbeli za cel inženiring, se pravi od osnove projekta do pomoči pri financiranju, ampak enostavno smo pol to opustili in jaz mislim, da edini ta pravi način pri nas, mislim, edini možen način so EU sredstva ali pa državna sredstva. Je pa problem, da teh razpisov ni tako zelo dosti, čeprav se v zadnjem času pojavljajo, zato ker so to zelo, zelo velike investicije. Tudi če pogledamo recimo Vulkanijo, Vulkanija, ne vem zdaj, ampak tik pred korono je imela tam okoli 35,000 obiskovalcev letno, približno krat 10 € vstopnine, s tem oni lahko pokrijejo stroške preživetja, neke take sprotnega vzdrževanja, ne morejo pa razširjati svojih zadev. Se pravi, kljub temu, da so zelo, zelo uspešni glede na branžo, pač kjer so, glede na lokacijo, ki je precej remote, imajo pač tam ta recimo delno omejen obseg obiska in s tem oni lahko napolnijo tok in tok svoje malhe. Se pravi, dejansko tista sredstva, ki bi omogočila več oziroma širitev ali pa sploh, ki so omogočila, da je ta stvar nastala, morajo prihajati od nekih drugih fondov. Druge zadeve tukaj ne vidim, razen v tujini recimo, kjer imaš pač ti privatne fondacije, tam pač zadeve malo drugače funkcionirajo, ampak tukaj smo vezani točno na to, na žalost. Vzdržne zadeve lahko so, ampak samo, jaz mislim do zdaj, kolikor imam izkušenj, samo v smislu, da funkcionirajo, brez da bi rabili neke nove prilive zunanje, ampak za razširanje pa težko. Hotel sem pa sam še to, ker zdaj čas govorimo o teh digitalnih zadevah, jaz bi se od tega malo distanciral. Nam je vseeno, zdaj eno stvar, ki trenutno delamo, je zelo malo digitalnih zadev, oziroma za poglabljanje znanja, osnovna fascinacija pa čisto klasična, kot se je uporabljala že zadnjih 100 let, recimo. Tako da ne preferiramo visokotehnoloških multimedijskih rešitev, ampak tako kot sem rekel, prvo zgodba, potem se pa poišče, kako se bo oblekla. Sam toliko še od mene. Super, hvala. Nadal, can you also share maybe some experience concerning getting funds for the projects, also maybe international kind of aspects? Do you have any experience, for example, also with the private entities investing in such technologies and so on, and the sustainability of such, the aspect of sustainability of such projects? I will start saying we work, of course, we also work with government tenders. We have projects like this. I would say something, the government tenders is a lot of bureaucracy to get. Private investors, of course, a different story. But budget-wise, it really depends, because sometimes it depends on the investors. Sometimes I would actually argue that private investors are crunching you more because they want a return on investment very soon. It's a different... and there is some more pressures there about the money, how the system will bring you back, than creating really getting into the history or getting into the time. Depends, of course, on the group and the demands. Actually, from my experience, I think that again, these technologies that are working, there's a lot in the planning, in the stories, in the creative part. There's a lot every year. The pricing technologies goes down because there's more. For example, today every iPhone pretty much has its own system for augmented reality. Of course, you can develop your own, you can work, but I think pretty much this creates a device. I think private investors, and now we have some other projects with this. There are pressure with time. It's a killer work. I look at this thing, and their main interest is about returning the money, and sometimes there's a lot of conflicts about the content, the quality, where you try to push still to have as much quality, because otherwise us as a company believe that it won't return the money if we don't have this quality. And these things, especially if you look, and I think everybody here that works in 3D and content knows how much work it is, how much detail and how much time it takes. It's not a simple procedure. I know we have here wonderful people. We have a great team and amazing guys that work with us, whether freelancers or in-house. And I think
this is a very hard knowledge. What I have a problem a lot with, let's say, most US investor, and this is just about knowledge, is that there is an outlook sometimes that it's, oh yes, Slovenia can be a bit cheaper because the life standards are not. And I think, and this I had a lot of arguments, because I think a person here that went through a first degree, second degree, has the knowledge, he's just, actually we ask for the same budget as whether he lived in the States. Yeah, it really doesn't matter, because these are very highly trained people with a lot of knowledge. We're not, so sometimes with investors, you do have this mentality of, oh, it's a factory job, and you have to explain these are intellectual jobs. And I think, again, I live here 22 years. I see the power of the people here and what they do. Our whole team for all our projects abroad are here. And I think it's amazing. And I think it is a lot of times the opposite. The budgets can be even harsher from the other side, or the demands. And I think that, you know, with tenders, again, it's sometimes people don't understand what they're putting the budgets for. So they might sound to them it's very steep, but actually it's very low for the production. We understand the work. I showed in my presentation the last is 2 characters we had. We had to create about 7 characters in about 3 weeks on this level. Yeah, this is an insane process, and you know. And every day a change comes and goes, no, change the character completely, and you know, people are overnight working. So it's very intense and demanding work from our side. And sometimes I feel like both in cultural heritage, in private and in government museums or there's a lack of a bit of understanding of what it entails. The result looks the same. It's sometimes to change a glow in the eye of the character can take a while. The person looks at a very slight difference. So this is what I talked about, education. So people in us, it would really help if museums, cultural heritage would understand. I'm not saying they need to be technologists, just to know what is maybe kind of a few lectures to understand this technology, what they can get, what will complicate their production in a sense, what will create higher cost for very low benefit, for example. Yeah. Thank you. Thank you very much. Ponovno predajam besedo še vam, ki prihajate res iz muzejev in drugih inštitucij. Ima kdo morda kakšno vprašanje ali pa, ki bi delil kakšno zanimivo izkušnjo? Jaz bi se mogoče javila na tem mestu. Sem Urša Vodopivec iz Tehniškega muzeja Slovenije. Jaz bi pa povedala za ta primer, ki smo ga pa delali z gospodom Boštjanom Burgarjem skupaj, pa smo zelo zadovoljni, ker septembra smo odprli razstavo robot.si, ki je na žalost večinoma časa bila zaprta in maja jo že podiramo. In gospod Boštjan Burgar se je odločil, da jo bo digitaliziral in je naredil nek tako virtualno ekskurzijo in smo zelo navdušeni nad rezultatom. Namreč not je vključil tudi še samega avtorja razstave, doktorja Oresta Jarha, ki vodi po razstavi, in dodal tudi vse filmčke, ki se predvajajo na razstavi, in nam je s tem omogočil, da je razstava nekako ostala živa, in da bo ostala živa, ker žal prav veliko ljudi je ni moglo videti, med zimskimi meseci je še muzej zaprt, tako da je res ta del, kolikor je čas, mislim, ta čas, kolikor je razstava na ogled, je res kratek za nas. In se mi zdi to en zelo super primer, kako smo lahko razstavo, da smo jo nekako približali tudi ljudem, ki ne morejo priti v muzej, in da bo tudi dalj časa lahko še na ogled, ker bomo jo že zaprli. Če prav razumem, boste to razstavo lahko ohranili neskončno zares. Ja. Super. To celo njeno vsebino, tukaj je ravno fajn, ker smo lahko dodali not in vse ideje, ki se predstavljajo na razstavi, in še posneli zraven avtorja razstave, ki vodi po razstavi, tako da je nek tak celosten produkt. Se pravi, si lahko to zadevo gledamo na vašem spletu zdaj. Kdaj se ga odprete spet? Zdaj smo odprti, za individualne obiskovalce, tako da zdaj je razstava na ogled. No, pridemo na krog. Hvala lepa, super. Bi še kdo morda delil kakšno izkušnjo? Tukaj, če lahko jaz kaj povem, Boštjan tukaj, Burgar. Jaz v bistvu delam te zadeve 28 let že bolj v smeri eksperimentalnosti in pa s poudarkom na dostopnosti. Marsikdo mogoče ne razume točno, kaj je to dostopnost.
Dostopnost ni samo to, da recimo dediščino dokumentiramo in jo postavimo na splet, ampak je dostopnost tudi to, da nekomu omogočimo, nekomu, ki nima sredstev, da neko recimo muzejsko razstavo digitalizira in jo predstavi občinstvu, da jo tudi dejansko omogočimo nekaj svojim žmohtom, če lahko temu rečemo, z neko svojo voljo, ne samo z denarjem, večina pač ljudi dela za denar, in če delamo samo za denar, za finance, potem je malo narejenega. Se pravi, včasih je treba neko voljo, energijo dati, pač kot delo za neko skupnost. In lansko leto se je ta dostopnost zelo dobro izkazala, ravno zaradi te korona krize, je bilo kar nekaj pomembnih muzejskih razstav pripravljenih, ki pa žal niso mogli doseči nekega občinstva. Bilo je pa kar nekaj sredstev vloženih v to fizično predstavitev. Zato sem lansko leto naredil digitalizacijo 40 muzejskih razstav. Naj povem, da delam 16 ur na dan, 365 dni, ni prostega časa. Tisti, ki se s tem ukvarjate, veste, da eno muzejsko razstavo res v redu, to je veliko enega časa, energije, znanja. Delam tudi v tehnologiji Extended Reality, namreč Extended Reality to je pač MR, AR, VR, to je passé, ker so se vse skupaj že približno 2 leti nazaj združile v Extended Reality. Tako da vse, kar je zdaj narejeno v zadnjih nekaj letih, je za muzeje v tej opciji Extended Reality. In recimo, če samo podarim, ta dostopnost ni zdaj samo ta vizualna pa slušna, kot smo prej omenjali v primeru tehničnega muzeja, ko lahko poslušamo kustosa, kako nas vozi čez razstavo, ampak jaz se razmišljam že naprej. Se pravi, kako bi neko muzejsko razstavo pripravili tako, da imamo tudi fizični kontakt do nje. Se pravi, ker sem pa raziskovalec, v to smer raziskujem tudi in programersko in tako naprej, običajno sem nekaj let pred ostalimi, prikazujem pa samo tisto, kar je optimalno za širšo publiko. In zdaj, če lahko samo pokažem zgled, mogoče zanimiv, tudi za ostale raziskovalce, oziroma ki pač delajo to komercialno. Primer ene, zdaj moram reči, da danes prvič uporabljam Zoom, tako da bom videl, če ga bom znal po neki logiki uporabljati, se pravi, rečemo share screen. Bom jaz pa poskusil pokazati v primeru, samo da najdemo, tako, zdaj upam, da vidite, tukaj je zdaj primer ene razstave muzejske, ko poskušam vizualno izkušnjo prenesti v neko fizično. Se pravi, tukaj je sama razstava in v tej razstavi imam tudi, zdaj ne vem, to, kaj sploh vidite. Vidimo. Tukaj je nek kip, na to idejo sem prišel že leta 2000, ko sem naredil 3D modele vseh muzejskih lokomotiv v tem muzeju, železniškem muzeju v Ljubljani. Zdaj tukaj je očitno zelo, sem podhranjen računalnik vzel, ampak načeloma je tako, da se sprehajamo skozi razstavo in objekt 3D, znotraj te razstave so tudi eksponati, ki so narejeni z laserskim skeniranjem ali pa za fotogrametrijo v 3D model. In zdaj jaz lahko ta 3D model vzamem ven iz razstave in ga tudi natisnem na 3D tiskalniku. Zdaj tukaj, kot vidim, je zadeva zamrznila, poskusil še enkrat zalaufati. Zdaj ne vem, kako me spremljate tukaj lahko, ker to je pripravljeno tudi za očala za analizno realnost. Tukaj imam zdaj ta kip, ki ga bom jaz zdaj potegnil ven. Narejen je v tako veliki ločljivosti, recimo, da ga lahko natisnemo v nekem 1:1 razmerju, če bi obstajal tak tiskalnik, ali pa rečemo 1:10, 1:5 in dobim pač tisti modelček tega kipa ven iz same razstave. To je nek potencial, kako
povezati med sebojno virtualno razstavo z fizičnim vtipom oziroma izgledom nekega eksponata. Ne. Se pravi, tukaj ne gre zdaj samo za neko virtualno izkušnjo, ampak gre tudi za neko post-virtualno realno izkušnjo same razstave. Ne. Seveda, zelo fina ideja je tudi, da dokumentiramo samo razstavo tudi v smislu tega, da je audio vodič noter. Zelo en tak lep primer je ta Prirodoslovni muzej Slovenije, sem delal lansko leto tudi, ko je pač ta virtualna razstava dejansko prenese v realni občutek, še posebej s temi očali. Oculus Quest, karkoli že pač imamo, pač aplikacija samodejno prepozna, kaj imamo in potem se sprehajamo skozi muzej in raziskujemo. Tako da, kot pravim, poudarek je, ideja tega, kar počnem, je predvsem v tem, da je dostopnost ni samo virtualna, ampak da je tudi realizacijska. Se pravi, nek muzej lahko super zadevo, ampak če nima sredstev, pač tega ne more narediti. Se pravi, da apeliram tudi na ostale ponudnike, da tudi nekako svojo energijo dajo tudi v to, da pomagajo pač skupnosti. Muzeji namreč res, moramo vedeti, nimajo sredstev, razpisi so zelo ubogi, tudi evropski, to so zelo majhna sredstva, mogoče nekih 100.000 evrov ne pokrije niti ene razstave realno. Tako da, če imamo znanje, če imamo neko energijo, zakaj ne bi pomagali, prav z teh kriznih situacij, tudi nekaj narediti brezplačno, ne vem, zakaj ne. To je pač moje vprašanje ostalim. To je to. Hvala, Boštjan. Ima kdo morda še kakšen komentar oziroma še kakšno izkušnjo za deliti? Okej. Vkolikor ne, bi se vam vsem zahvalil za današnjo udeležbo, za vse te vaša mnenja, inpute, ki jih bomo vsekakor tudi v Tehnološkem parku uporabili pri nadaljnjem razvoju projekta. Gašper, morda sam še naslednji mejnik, kdaj približno lahko pričakujemo kakšno naslednjo akcijo v okviru projekta Sahe? Ja, tudi jaz bi se vsem najprej lepo zahvalil za kar številčno udeležbo, za odlične predstavitve. Upam, da ste tudi vsi, ki prihajate z kulturnih inštitucij, dobili kakšne nove ideje. In prav teh bomo zelo hvaležni tudi potem v nadaljnjem poteku projekta, če bi jih lahko delili z nami in bi potem poskušali tudi s pomočjo ustvarjalcev, ki so bili predstavljeni danes, pa še kakšnih tudi najti kakšne nove rešitve, ideje, če magari samo idejne zasnove, lahko pa z nami delite tudi že kakšne stvari, ki jih že delate s kom, pa bi jih mogoče radi predstavili tudi potem širši javnosti, mogoče tudi evropski javnosti, da vsaj v tem srednjeevropskem prostoru. Sicer pa lahko pričakujete, da bojo neka nova srečanja na to temo verjetno v prvi polovici maja in pa potem v juniju, kjer bi zastavili mogoče vsaj neke ideje, v katero smer bi potem šli, če bi vas interesiralo. Takrat bomo povabili spet tudi neko širšo skupnost in da skupaj nadaljujemo tole že kar uspešno zgodbo, današnje že 4. srečanje. Mislim, da ta skupnost kar lepo deluje in bi si želeli tudi, da bi bilo še nekoliko več medsebojnega sodelovanja, še nekoliko več predstavljenih zgodb, kjer bi se lahko vsi nekaj naučili eden od drugega. Hvala. Hvala vsem in lep dan še naprej. Do naslednjič. Lep pozdrav. Hvala lepa. Adijo. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.